Se pravi, v vašem delu, mogoče kje so res te najbolj pogoste, kakšne stvari najbolj pogosto upravljate, ne? Sprav vi oziroma vaša ekipa, ne? Če sem prav zasledil, vas je nekje okrog 10 v vašem podjetju zaposlenih. Ja, mislim, eno so klasične detektivske storitve, a ne, to so največje kontrol nadzorov bolniških staležev, se pravi preverjanja goljufij pri izplačilu potnih stroškov, preiskave notranjih tatvin, potem kakšne zavarovalniške preiskave, alkotesti, testi na prepovedane droge, iskanje dolžnikov, zbiranje raznega dokaznega gradiva, ne, ki ga recimo potrebujete za kakšne dokazne postopke pred sodišči in drugimi organizacijami. Drugo so pa bolj kompleksne zadeve, kjer se recimo delajo protokoli, kako se organizacija zaščiti pred internimi tatvinami, kako sam sistem zastaviti, korporativna varnost, cyber security, v glavnem so pa te bolj kompleksne zadeve in projekte, ki se jih dela bolj dolgoročno. Kje so bili pa mogoče največji izzivi, s katerimi ste se soočali na svoji poti postati detektivka? Mislim, iz dneva v dan, že sam razvoj tega poklica, veste, začeli smo, recimo, jaz sem imela prav zanimivo, jaz sem imela zemljevid oziroma atlas, zemljevid Ljubljane, a ne, in tam si recimo gledal po ulicah. Ulica Dunajska, ta in ta, se pravi kvadrant D9. Mislim, takrat ni bilo navigacij, ni bilo mislim, telefon je bil zaklicati pa kakšno sporočilo poslati, ni se dali interneta prek telefona spremljati. Potem, če je bilo treba recimo preveriti neko lastništvo nepremičnine, je bilo treba iti najprej na geodetsko izpostavo v tistem določenem kraju in bilo potrebno iti fizično v zemljiško knjigo. Se pravi, da ti je lahko to, če si imel neko nepremičnino za preverjati, tako prevzelo vsaj pol dneva, če ne več. Pa Bog ne daj, da si imel še na Dolenjskem en dan zagotovo ti je šel. To je pa zdaj stvar parih klikov. In to je izziv iz dneva v dan, ker iz dneva v dan se ta v bistvu dejavnost more prilagajati času, izzivu časa in tudi to recimo zdaj, se pravi časih, kaj se je dalo na internetu dobiti, potem, ko se je to razvijalo, nekaj malega, zdaj pa že drugi izziv, kako pa od vseh informacij, ki obstojijo, kako tisto izbrati, ki dejansko drži, velike informacije, ki ni resničnih. Ja, a veste, že tudi zdaj gremo tako daleč, kaj je deepfake torej. A vi, ko govorite, ste resnični ali ne, to je samo nek fake recimo, ki je bil potvorjen, tako da. To je pa drugi izziv, ki ga prinaša prihodnost oziroma digitalizacija. Temu moramo tudi preiskovalci iti v korak s časom, tako da so izzivi, ja, z dneva v dan. Mogoče ste v vašem delu opazili, bom rekel, to razliko moški-ženska detektiv, ko v bistvu v glavi, kar rečeš detektiv, verjetno se moški prikaže. Ja, tudi po odstotkih, globalno gledano 80% moških in 20% žensk. Jaz, ko sem začela leta 2006, sem bila tretja ženska, tako da, ko sem prišla povprečna starost, takrat sem pisala nek članek, takoj po vstopu v te vode in sem računala starost, mislim, da je bila okrog 45 ali 47 let povprečna starost detektiva takrat v Sloveniji. In jaz, ko sem prišla takrat na prvo skupščino, so me vsi tako gledali, in sta dva pristopila do mene, en rekel, ti si mogoče predavalnico zgrešila, ker tukaj imamo pa skupščino detektivov. Ja, sem rekla, vem, jaz imam licenco, tako da je bilo kar komično, niso mogli verjeti, zakaj bi se nekdo kar iz študijskih vrst za to odločil, ker takrat je bila to redkost, v večini je šlo za starejše gospode, ki so prej dali že celo kariero skozi v nekih drugih strukturah državnih in so imeli temu primerno tudi izkušnje, in je bilo to predvsem nenavadno iti študijskih vrst, kar je pa zdaj praviloma, recimo, da ljudje prihajajo z teh vrst, tako da je bilo zelo zanimivo in zabavno, ampak jaz sem to vedno nekako potem obrnila v svoj prid, oziroma sem sebe vprašala, tako kot tudi dan današnji, kaj lahko pa jaz doprinesem s to drugačnostjo, večino moških, jaz sem ženska, večino imajo izkušnje, kako lahko to upajo. Se iskalo bi so nove rešitve. Kako z roko v roki iti naprej, zagotovo, in iskati nek drug pogled na isto stvar, in to je ogromen doprinos, če na to tako gledaš. Pogovarjala sva se o detektivskih storitvah, detektivskemu življenju. Mene pa zanima tudi, kako pa je pomembna poleg službe
družina. Zelo. Ker to je tisti balans, ravnoteže, ki ti ga dajo v življenju, če ne bi to bilo na glavo. Recimo, jaz, ki sem začela delati, pa to, kar sem že prej tudi rekla, jaz hitro zapadem v prekomerno delo, ne? In to me nekako pol drži nazaj, da pridem domov, zdaj pa izklopim in se posvetim otrokom in ostalim družinskim zadevam, ker prej je bilo pa to pregorevanje. Lahko čisto izklopite? V večini ja, Ne bom rekla čist, ker bo mož rekel, ne, ampak ja, no, v večini ja. Kakšne načine imate pa recimo potem za sproščanje? Bom rekel, se s kakšnim športom ukvarjate? Zelo rada potujem, čeprav to je v večini povezano ali s kakšnimi konferencami, s kakšnimi primeri, ki jih delamo v tujini, pa pol pač se nekaj naredi, ali pa se gre na konferenco, pa potem se vzame še neki dodatni del dni, pa smo takrat prosti, recimo. Drugače pa kaj mi največ daje energija, branje knjige, tudi danes sem jih nekaj prinesla, ker je bila, predvidevam, da bo tudi tema na to. In pa slikanje. Slikanje z olje na platno, to mi je pa ljubezen, ki sem jo odkrila torej v zadnjem času, sem hotela večletnico, ampak ne bom. Ja, to mi je pa ljubezen, umetnost, slikanje. Ste že imeli kakšno razstavo tudi? Nisem, sem pa že dobila eno dobro ponudbo za razstavo, ampak jaz mislim, da to dosti preuranjeno, tako da še mora preteči neki oljne barve in platna, da si bom to drznila narediti, definitivno pa nekoč, ja. Kako sva že rekla, prej sreča spremlja pogumne, ne? Tako, ja. Omenili ste knjige, ja, res je, bom rekel, velikokrat, ko se pogovarjamo o knjigah, ene so komedije, druge so tragedije, ampak detektivke so pa tudi pogosto vsebine knjig. Katere knjige potem vi najrajši berete, detektivke? Ne, čeprav sem pri nekaterih tudi znanih slovenskih avtorjih nekje mogoče imela majčkeno prste vmes, tem, da sem svetovala, pa so prišli do mene, kar me je tako kar polaskalo, no, sem bila vesela tega. Ne, berem kakšne, mislim, če gledava Pinkertonove, recimo to ponavadi nesem s seboj, ker mi je dragocena. Zakaj? Zato, ker Pinkerton je bil eden izmed najbolj znanih detektivov v 19. stoletju. Torej, kot začetnik je znan in tale knjiga iz leta 1876. On je napisal prek 20 knjig, poleg tega, da je imel zelo uspešno detektivsko kariero in jaz ga več kot občudujem. Potem tole o Ernestu Hemingwayu, za katerega se tudi govori, da naj bi bil nek vohun ali pa da naj bi neke informacije torej zbiral in pomagal pač obveščevalnim službam. Zakaj ta? Zato, ker sem bila pred kratkim v Miamiju v hiši, kjer je on živel in pisal. Pa potem recimo v svetu Noam Chomsky definitivno vlada svetu, kakšne take stvari mi kar napolnijo moje sive celice. In pa meni najbolj dragocena pa je knjiga Poti od Lao Tzuja. To so pa take, ki me duhovno polnijo. Tako, na kratko sem rekla, da prinesem tiste, ki jih imam zdaj na nočni omarici. Imate pa še eno revijo Pod lupo? Ja, imam pa revijo, tole pa izdajam vsako leto, od leta 2015. In se mi zdi taka lepa dodana vrednost in torej moje ekipe v poslu in pa tudi doprinos k dejavnosti, ker sem tudi ponosna, da celo na fakulteti za varnostne vede omenjajo. Čestitke. Mogoče, kaj bi svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot, katere lekcije bi mogoče želeli predati? Naj predvsem sledijo svojemu srcu. Naj dobro nekje v tišini pri sebi nekako razmišljajo, kaj so lahko dodano vrednost, oni dodana vrednost svetu, kaj imajo oni, kaj lahko oni doprinesejo družbi. Ne, koliko bom zaslužil v moji prvi službi, ampak katera je moja dodana vrednost, ki se bom lahko izpopolnil in da v družbi. Denar je pa verjetno posledica, ne? Jaz nikoli v življenju nisem gledala iz finančne plati, oziroma še zdaj vedno trdim, da denar pride, za dobrim delom pride denar. In če se boš ukvarjal, a veste,
Če se boš ukvarjal z denarjem, ti bo fokus na denarju, ne. Ti se moraš ukvarjati s svojim delom. Kaj ti delaš, kaj doprinašaš, kako delaš svet boljši ali pa svet je tako teatralno, ne. Rečemo skupnost, družbo, ne vem, ulico, naselje, kraj, ne, fakulteto. Kaj ti doprineseš svojo energijo, kaj doprineseš svoje dejavnosti, svoje branže, recimo detektivske dejavnosti. Z tega vidika, ker pol je fokus tam. Ne? Denar pa pride kot energija v zadnji za poplačilo tistega, kar si naredil. Dobrega, ne? In se ne rabiš, mislim, se nikoli nisem rabila ukvarjati s tem, kako pa preživeti, kako zaslužiti. To je posledica, to pride potem kot nagrada za tisto energijo, ki si jo ti dal. Kako prijete do novih strank? Največ od ust do ust. Ne? To je bilo pa seveda skozi dolgo kariero, torej zadnjih 18 let, ne? Z dobro upravljenimi primeri. Največ je tega. Bi mogoče želeli izpostaviti koga iz vaše družine ali pa iz poslovne poti oziroma izobraževalnega procesa, kakšno osebo, ki je vplival na vaše življenje? Ja, zagotovo jih je več. V prvi vrsti starše, ki sta mi dala tako dobro popotnico, se pravi neko, pa tudi ta pristan, kamor vedno lahko greš, se pravi, če imaš težavo, ne, to ogromno pomeni, ne, da lahko se nekam zatečeš nazaj, seveda potem sekundarno družino oziroma moža, otroke. To je tudi zelo pomembno. In pa ja, prve ljudi, s katerimi sem sodelovala, torej enega od preteklih predsednikov detektivske zbornice, pri katerem sem začela delati, sem imela vedno torej odprte roke in podporo, tako strokovno kot tudi poslovno. Preteklega sekretarja detektivske zbornice, fantastično osebo, tudi človeka, ki ga še vedno lahko pokličem, vprašam za nasvet. Preteklega dekana fakultete za varnostne vede, tudi vedno na voljo za nasvet, za kosilo, za kavo. Tako da ja, so to osebe, ki so zaznamovale ne samo mojo poslovno pot, ampak tudi moje življenje. Mogoče še zadnje vprašanje. Kje se vidite čez 5-10 let? Še vedno nekje v tem poslu, vsej delno, če že ne čisto, ali pa pač v poslu, ki je pa zelo povezan z preiskovalno dejavnostjo, se pravi kot uporaba raznih oziroma programiranje raznih programov za zbiranje, obdelavo podatkov na spletu, ampak vse nekako pa izvira iz preiskovalne dejavnosti. Pa verjetno bolj kot mentorica drugim? To že zdaj v bistvu, ja. Ne tukaj na terenskem delu, tudi zdaj nisem tukaj več na terenskem delu, razen pri kakšnih večjih preiskavah. Ja, mentorstvo me tudi veseli, mentorstvo, komuniciranje v dejavnosti z javnostjo, tako kot današnji pogovor, ki me zelo veseli. Kakšno pisanje knjige, zdaj s kolegom pišemo eno, sicer strokovno, ki bo v začetku naslednjega leta izšla, pa tudi eno novelo sem napisala, sicer že ni izdana, tako da tudi s tem se rahlo spogledujem. Super, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za današnji intervju. Drage gledalke, dragi gledalci, z našo gostjo, gospo Bernardo Škrabar-Damjanovič, sva imela res zanimiv pogovor. Verjamem, da ste tudi vi dobili kakšno zanimivo informacijo, misel in pa popotnico. To je bila oddaja Moja družina in vidimo se naslednjič z zanimivimi gosti.